Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V tokratnem pogovoru gostim epidemiologinjo z naše hiše Nadjo Šinkovec-Zorko, s katero bova znova govorili o cepljenju proti HPV. Zakaj znova? Ker s cepljenjem proti HPV lahko preprečimo razvoj 6 vrst raka tako pri ženskah kot tudi pri moških. Lahko preprečimo nujne operativne posege pri okoli 1600 ženskah na leto zaradi predrakavih sprememb. Torej, imamo možnost, da določene vrste raka preprečimo. Vprašanje pa je, ali bomo to možnost tudi izkoristili. Nadja, pozdravljeni. Ja, lepo pozdravljeni. Vračava se pravzaprav na sam začetek. Cepljenje proti HPV je bila prva tema, o kateri smo govorili na našem podcastu, ampak se je v teh 2 letih že marsikaj spremenilo na tem področju. Katere so glavne novosti? Ja, zdaj pravzaprav zadnja novost, ki pravzaprav velja od avgusta lanskega leta, je cepljenje proti HPV v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, se pravi brezplačno za vse mlade moške do dopolnjenega 26. leta. Se pravi, pred tem so se lahko do 26. leta ceple ženske. Zdaj je pa to, se pravi od uvedbe te novosti, je pa ta pravica pravzaprav zdaj izenačena za oba spola, se pravi, da se lahko cepijo vsi mladi do dopolnjenega 26. leta brezplačno. A pa je veliko teh zamudnikov, govoriva o tako imenovanih zamudnikih, ker cepljenje se v prvi vrsti priporoča šestošolcem, šestošolkam, ostali po 15. letu so pa zamudniki. Je veliko zamudnikov, ki se potem odloči za cepljenje oziroma za zaščito proti HPV? Ja, zdaj pravzaprav zamudniki so vsi, vsa dekleta in fantje, ki se še niso cepili v 6. razredu. Tako da zdaj po naših podatkih iz elektronskega registra cepljenih oseb mi vidimo, da kar nekaj staršev pravzaprav odlaša to cepljenje na kasnejšo starost. To sicer ni najbolj priporočljivo, ker cepljenje je najbolj učinkovito raven v tej dobi zgodnjega mladostništva pred začetkom spolnih odnosov, ampak vidimo, da se tam recimo do nekje 15. leta cepi potem še dodatno nekje okrog 10% zamudnikov, se pravi mladih. Zdaj imamo pa pravzaprav tudi kar nekaj informacij z terena, od izvajalcev cepljenja, ki pa povejo tudi, da se tudi še potem kasneje odločajo mladi po 15. letu, ko se lahko že sami odločijo za cepljenje, da se potem kar še odločajo za to cepljenje. Tudi potem kasneje v srednji šoli, pa potem v študentskem obdobju in kasneje. Rekli ste, 12 let star otrok, najboljši čas za cepljenje proti HPV-ju. Zakaj? Zakaj je ravno v tem obdobju? Ja, zdaj, tako bom rekla, raziskave kažejo, da je cepljenje v obdobju zgodnjega mladostništva najbolj učinkovito. Takrat lahko preprečimo največ rakov, ki jih povzročajo okužbe s HPV. In sicer cepljenje, proti HPV lahko prepreči okužbo s HPV. Ne more je pa zdraviti, ko je okužba že enkrat prisotna. In zdaj ugotovili so, da se mladi zelo hitro po začetku spolne aktivnosti že okužijo, tako da v bistvu je najbolj idealen čas za cepljenje prav v 6. razredu osnovne šole. Poleg tega je pa pri teh mladih do 15. leta imunski odziv tudi boljši na cepljenje kot potem kasneje. Tako da sta do 15. leta starosti sta za zaščito potrebna samo 2 odmerka, potem po 15. letu so pa potrebni 3 odmerki, ker je imunski odziv na cepljenje nekoliko šibkejši potem. Torej, pod črto boljšo zaščito nudimo svojemu otroku, če se odločimo za cepljenje takrat, ko je najbolj priporočljivo, torej v 6. razredu. Ja, tako. Kakor pa da odlašamo. Kot da odlašamo, ja, absolutno. Zdaj, pred nekaj leti so se začeli cepiti tudi dečki proti HPV, torej je v program cepljenja bilo uvedeno tudi cepljenje dečkov. V preteklosti začelo se je z cepljenjem deklic.
Precepljenost dečkov je bistveno nižja kot deklic. Pogosti argument staršev je, pa sej, zakaj bi pa svojega sina cepil, glede na to, da pač nima materničnega vratu, ne? In ne more zboleti za rakom na materničnem vratu. Kako gledate na takšen argument? Ja, zdaj okužbe s HPV, zdaj najprej moram povedati, da so to v bistvu najpogostejše spolno prenosljive okužbe. So izjemno pogoste in pravzaprav vsaka oseba, ne, ki je spolno aktivna, oziroma večina oseb bo v življenju se srečala s to okužbo. Bo zbolela vsaj za enim od genotipom HPV, oziroma se bo okužila, ne, vsaj za enim od genotipov HPV. Zdaj tudi to je pa treba povedati, ne, da okužbe s HPV ne povzročajo samo raka materničnega vratu, ampak povzročajo 6 različnih rakov, in sicer tako pri ženskah kot pri moških. In sicer povzročajo poleg raka materničnega vratu še raka penisa, potem raka nožnice, raka ženskega zunanjega spolovila, potem raka zadnjika pri obeh spolih in pa tudi raka ustnega dela žrela, tudi pri obeh spolih. Zdaj, poleg tega pa povzročajo okužbe s HPV tudi genitalne bradavice, pa papilomatozo grla, to so pa taki bradavičasti izrastki na grlu. In zdaj recimo tudi bradavice so izjemno pogoste, niso sicer življenjsko nevarne, ampak je to tudi ena zelo neprijetna bolezen, ki je tudi precej trdovratna za zdravljenje. Tako da to se pojavljajo, različne bolezni, a ne, zaradi okužb s HPV se pojavljajo pri obeh spolih, tako da je smiselno cepiti tako deklice kot tudi dečke. Sej s tem, ko se dečki tudi cepijo, ne, po drugi strani po drugi strani se ščiti tudi ženske ob visoki precepljenosti, ne? Torej, z odločitvijo, ali bom svojega sina cepila proti HPV, bom odločala tudi o tem, koliko bo moja snaha zaščitena. Ja, pravzaprav je res. In obratno, ne? Tudi s cepljenjem dekleta bomo zaščitili njenega partnerja tudi hkrati, ne? Zato, ker pač bolj bom rekla, ko je precepljena populacija, boljši je nek tudi ta kolektivni učinek, ne? Se pravi, se zmanjša širjenje teh okužb v celotni populaciji. Tako da večja, ko je precepljenost, boljše je, bolj so zaščiteni vsi. Ravno zato z večjo precepljenostjo bi lahko dosegli to izkoreninjanje oziroma ne odpravo raka na materničnem vratu. To je ena tudi od ciljev Svetovne zdravstvene organizacije do konca tega stoletja, ne? Ja, pravzaprav to je eden od ciljev Svetovne zdravstvene organizacije do leta 2030. In sicer bi morali doseči vsaj 90% precepljenost deklet do 15. leta, potem vsaj 70% pregledanost žensk v presejalnih programih za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb pa raka materničnega vratu, to je v Sloveniji program Zora, in pa vsaj 90% zdravljenje predrakavih sprememb in pa raka materničnega vratu. No in recimo Norveška, ne, je ena taka država, ki ima najvišjo precepljenost proti HPV v Evropi. Oni dosegajo že te cilje Svetovne zdravstvene organizacije in imajo okoli 90% precepljenost tako pri deklicah kot tudi pri ženskah kot tudi pri moških. In oni recimo so izračunali, da bi lahko raka materničnega vratu praktično odpravili do leta 2039, če bodo imeli še naprej tako dobro precepljenost. Kje smo mi? Mi smo žal, bom rekla, trenutno med slabšimi državami v Evropi po precepljenosti proti HPV. Če smo bili pred nekaj leti, se pravi pred pandemijo COVID-19, še nekje v evropskem povprečju, mi smo namreč precepljenost okrog 60% proti HPV pri dekletih že v Sloveniji, smo v bistvu zdaj po pandemiji, ko je precepljenost upadla, zdrsnili med države z slabšo precepljenostjo proti HPV. Žal. Tako da smo še daleč od tega cilja Svetovne zdravstvene organizacije.
Imamo kakšne slučajno izračune, tako kot Norvežani, dokdaj bi s takim tempom mi lahko izkoreninili raka na materničnem vratu? Ja, zdaj zaenkrat takih izračunov žal še nimamo. No. Morda bomo enkrat to naredili, ampak trenutno še nimamo tega. Smo pa daleč od tega, ne? Ja. Zdaj, če se vrneva mogoče nazaj na starše, ne, ko se odločajo, ali bojo dali soglasje za svojega otroka, da se cepi proti HPV. Mnogi starši imajo v glavi tudi to je 12-letnik, ne. To je moj otrok. Težko si ga predstavljajo, da bo to zrastel v osebo, v mladostnika, ki bo imel fanta punco, ki bo imel prve spolne stike, ne. In tudi zato pač ne dajo tega soglasja, ne. Kako gledate na to? Ja, zdaj, to moram povedati, ne, da cepljenje proti HPV je treba opraviti pred začetkom spolne aktivnosti. A ne. Se pravi, takrat, ko otrok še ni spolno aktiven. In to je raven tam nekje v 6. razredu oziroma takrat je idealni čas za cepljenje. Zdaj, ena raziskava slovenska, ki je preučevala vedenja pri mladostnikih, za zdravjem povezana vedenja, je ugotovila, da je pri 15 letih že kar 1/6 do 1/5 mladostnikov imela spolne odnose. Tako da v bistvu so tile mladi, a ne, pogosto bolj spolno aktivni, kot si mislimo, pa kot si starši mislijo. Tako da zelo pomembno je, da cepimo pred začetkom spolne aktivnosti, ker ko je otrok oziroma mladostnik že enkrat spolno aktiven, takrat lahko že zamudimo. Zato, ker do okužbe pride zelo kmalu po začetku spolne aktivnosti pri mladih. Pri tem je treba tudi opozoriti na to, da sicer spodbujamo varno spolnost, uporabo kondoma, ampak to nas nujno ne bo ščitilo. Niti kondom nas ne ščiti popolnoma proti HPV. Ja, zdaj seveda uporaba kondoma je zelo priporočljiva nasploh, ne, zaradi preprečevanja nalezljivih spolno prenosnih bolezni, pa tudi za preprečevanje neželene nosečnosti, ampak pri HPV je pa tako, da kondom popolnoma ne prepreči okužbe s HPV, zato ker se ti virusi nahajajo pravzaprav tudi v okolici spolovila, se pravi tudi na koži okrog spolovila, ne samo na sluznicah, ne spolovil. Tako da tudi, če uporabimo kondom, ko pride do nekega tesnega stika intimnega, ne, pri nekak spolni aktivnosti, pride lahko kljub uporabi kondoma do okužbe s HPV. V Sloveniji je bilo cepljenje deklic proti HPV-ju uvedeno pred 15 leti. Zdaj imamo že določene rezultate. Kako se kaže ta cepljenost deklet? Ja, zdaj pravzaprav tako bom rekla. Najprej bom začela z rezultati pravzaprav velikih raziskav, velikih tujih raziskav, ne, ki kažejo in pa tudi podatki, ne, v bistvu iz držav, ki imajo zelo dobro precepljenost že zelo dolgo. Vsi ti rezultati kažejo, da je cepljenje izjemno učinkovito, da so se v vseh teh državah znižale tako okužbe s HPV, genitalne bradavice, predrakave spremembe in pa tudi raki, ki so povezani z okužbami s HPV. Zdaj, na primer, kar nekaj držav je naredilo raziskave, koliko raka materničnega vratu so preprečili pri cepljenih ženskah in so ugotovili, da tiste ženske, ki so bile cepljene v obdobju zgodnjega mladostništva, da pri tistih ženskah so preprečili skoraj 90% vsega raka materničnega vratu. Zdaj, če so se te ženske cepile kasneje, ne, pri večji starosti, je pa bil ta učinek cepljenja manjši. Tako da se res tukaj tudi kaže, ne, kako pomembno je dovolj zgodno cepljenje, se pravi pravočasno cepljenje mladostnikov. Zdaj imamo pa seveda tudi eno raziskavo, ki je bila narejena tudi na slovenskih podatkih
in sicer na podatkih državnega presejalnega programa ZORA. In sicer tukaj so pa primerjali generacije žensk, ki še niso bile vključene v program cepljenja, in pa generacije žensk, ki so bile že vključene v program cepljenja, se pravi, so imele že možnost se cepiti proti HPV. In tukaj se je pa izkazalo, da te ženske, ki še niso bile vključene v program, da so imele kar do 2-krat večje tveganje, da zbolijo oziroma da se pri njih odkrijejo predrakave spremembe visoke stopnje na materničnem vratu. Je treba pa tukaj povedati, da je bila precepljenost deklet takrat okrog 50%, se pravi, samo polovica deklet je bila cepljenih. Tako da, če bi bila precepljenost še višja, še boljša, bi bili tudi ti rezultati še boljši, se pravi, bi bila učinkovitost še boljša. Torej bi bila ta razlika med tveganjem še večja, ne? Ja. Tako. Hipotetična situacija, ki pa ni tako redka. Zaljubimo se v srednji šoli, se z istim partnerjem poročimo, imamo enega spolnega partnerja 15-20 let, na to se ločimo, recimo pri 40. Sveže samski, kaj bi takšnim posameznikom svetovali glede cepljenja proti HPV? Ja, zdaj, tako bom rekla, cepljenje proti HPV je drugače, se pravi, po nacionalnih priporočilih ga priporočamo za osebe do dopolnjenega 26. leta starosti. Zdaj, za starejše, se pravi, po 26. letu je pa zelo, bom rekla, je pa neka individualna presoja, se pravi, je zelo odvisno od neke življenjske situacije, od tega, koliko je oseba izpostavljena zdaj nekim svežim okužbam s HPV. In zdaj recimo primer ene ženske, naprimer, ki je poročena, je v neki monogamni zvezi, partnerji je zvesta. Zdaj taka ženska praktično nima nekega tveganja, da bi se okužila s HPV in tukaj cepljenje ni potrebno. Zdaj v tem primeru, ki ste ga omenila, ko je pa ženska recimo na sveže ločena in recimo si namerava poiskati novega partnerja, pa je predvidoma, recimo, se predvideva, da bo morda zamenjala nekaj partnerjev, je pa seveda cepljenje proti HPV pri taki ženski na mestu, ker do okužbe s HPV lahko pride pač kadarkoli v življenju, ne samo pri mladostnikih. Nekateri ginekologi v Sloveniji že priporočajo svojim pacientkam, ki so imele predrakave spremembe na materničnem vratu, da se cepijo proti HPV-ju in jih tudi cepijo sami. Kako gledate na to? Ja, zdaj glede tega je bilo narejenih nekaj manjših študij, ki pravzaprav nakazujejo, da imajo cepljene ženske, ki so bile v življenju že zdravljene zaradi predrakavih sprememb na materničnem vratu, da imajo pač te ženske manjše tveganje za ponovitev teh predrakavih sprememb kot pa necepljene ženske. Zdaj moram pa povedati, da te študije so zaenkrat manjše, da so rezultati še precej nekonzistentni, tako da zaenkrat še ne moremo zanesljivo vedeti, kolikšen je ta učinek zaščitni. Ampak nakazuje pa se v to smerno, da pač študije nakazujejo to. So pa potrebne seveda še večje študije in pač to področje je treba še dodatno raziskati, da bomo potem imeli tudi bolj jasne odgovore, kako je s tem. Če nas cepljenje varuje pred večino visoko tveganih okužb s HPV-jem, zakaj je še vedno treba redno se udeleževati preventivnih pregledov v okviru programa ZORA? Ja, zdaj tukaj moram pa povedati, da cepljenje proti HPV, se pravi cepivo, v Sloveniji imamo 9-valentno cepivo in to cepivo varuje pred, bom rekla, najpogostejšimi genotipi HPV, ki povzročajo do 90% raka materničnega vratu, pa do 90% genitalnih bradavic, pa seveda tudi ostale rake, ostalih 6 rakov, ki jih povzročajo okužbe s HPV. Se pravi, ne pokrijejo vseh visokorizičnih genotipov HPV,
Tako da tudi cepljena oseba se še lahko, sicer redko, lahko pride tudi do okužbe z nekim redkejšim genotipom, visokorizičnim genotipom HPV, ki ga to cepivo ne pokrije. Tako da se lahko zgodi, da tudi taka ženska zboli za rakom materničnega vratu, zato se v bistvu tudi cepljenim ženskam svetuje, da se še naprej redno udeležujejo presejalnega programa ZORA. Je pa ta kombinacija, bom rekla, cepljenja in pa udeleževanja presejalnega programa v bistvu tista najbolj učinkovita kombinacija za preprečevanje raka materničnega vrtu, ker neka ženska, ki se redno udeležuje programa in je hkrati tudi cepljena, ima res minimalno možnost, praktično zanemarljivo možnost, da bo zbolela za rakom materničnega vratu. Če HPV povzroča različne vrste rakov pri ženskah in tako pri ženskah kot pri moških, o čemer sva prej govorila, je pa treba vseeno poudariti, da največje breme HPV-ja pa nosijo prav ženske, ne? In sicer najpogostejši med vso to paleto različnih rakov, ki jih povzroča HPV, je najpogostejši prav rak na materničnem vratu. HPV povzroča 99% raka materničnega vratu, ne? Glede na to bi praktično vse rake na materničnem vratu lahko preprečili, saj ste to že rekli, ne? Koliko je teh rakov v Sloveniji na leto? In koliko smrti? Ja, zdaj raka materničnega vratu v Sloveniji, povprečno letno zboli tam nekje med 110 pa 120 žensk na leto za rakom materničnega vratu, umre jih pa nekje 40 do 50 na leto. Je pa treba omeniti še to, da pa se letno zaradi predrakavih sprememb na materničnem vratu visoke stopnje kirurško zdravi več kot 1000 žensk, več kot 1600 žensk na leto, kar je pa kar precej veliko breme. In moram povedati tudi, da pač to so mlade ženske, to so ženske, ki si še ustvarjajo družine, in tudi tak poseg na materničnem vratu lahko ima tudi, bom rekla, neke negativne posledice potem lahko v nosečnosti, a ne. Pri teh ženskah lahko pride do prezgodnjega poroda, nizke porodne teže, tako da je vsekakor boljše sploh preprečiti, a ne, te bolezni s cepljenjem, kot pa potem zdraviti, a ne, posledice okužbe. Zaradi tega, ker ko se pojavijo predrakave spremembe na materničnem vratu, se zdravi maternični vrat, ne? Maternični vrat pa igra to vlogo v telesu med nosečnostjo, da preprečuje v bistvu prezgodnji porod, ne? Ja, tako, ja. In v bistvu, če je prizadet maternični vrat, potem lahko, ja, pač ti posegi se je izkazalo z določenimi raziskavami, da pač nosijo neko tveganje potem za prezgodnji porod in pa nizko porodno težo novorojenčka. Torej, preprečevanje raka na materničnem vratu, katerega ključni del je cepljenje, nosi za posledico večjo plodnost. Ja, pravzaprav ja. Zato, ker sam rak, ne same predrakave spremembe in pa rak materničnega vratu, kot sem že rekla, ne, te spremembe se običajno potem, te bolezni se zdravi invazivno, ne, operativno, pri raku še potem je lahko kakšno obsevanje, kemoterapija, kar vse lahko zapušča pravzaprav pri ženski tudi neplodnost. Tako da pravzaprav cepljenje proti HPV nas varuje pred temi boleznimi in pravzaprav varuje reproduktivno zdravje žensk, se pravi, varuje njihovo plodnost. Med pogostimi argumenti staršev ali pa strahovi staršev, kaj, če pride pri mojem otroku do kakšnega neželenega učinka po cepljenju? A je ta strah upravičen? Oziroma, če damo neko perspektivo, koliko resnih neželenih učinkov se lahko dejansko zgodi
po cepljenju proti HPV in kako pogosti so, ali smo v Sloveniji že imeli kakšnega? Ja, zdaj tako je. V bistvu varnost teh cepiv, proti HPV, pravzaprav varnost vseh cepiv, tudi cepiv proti HPV se skrbno spremlja. Zdaj ta cepiva so na voljo od leta 2006, tako da že kar nekaj časa, je, odkar so prišla ta cepiva v uporabo. Zdaj na svetu, je bilo razdeljenih že več kot 500 milijonov teh odmerkov teh cepiv in zaenkrat pravzaprav ni bilo zaznanih nobenih varnostnih zadržkov za uporabo teh cepiv. Zdaj seveda vse države, ki izvajajo cepljenje, skrbno spremljajo neželene učinke, tudi Slovenija. Ti neželeni učinki se potem poročajo v neke mednarodne baze neželenih učinkov, kjer so pa prav posebne skupine, strokovne skupine, na primer pri Svetovni zdravstveni organizaciji, pri Evropski agenciji za zdravila, ki preučujejo te neželene učinke in ves čas skrbno spremljajo te podatke in varnost cepiv. Zdaj tudi v Sloveniji spremljamo neželene učinke, imamo register neželenih učinkov po cepljenju in ugotavljamo, da zaenkrat so pravzaprav vsi neželeni učinki, ki so bili prijavljeni, izveneli v nekaj dneh brez nekih dolgoročnih posledic. Zaenkrat pa recimo nekega resnega neželenega učinka v smislu anafilaktične reakcije, naprimer, ki se lahko pojavi pri 1 do 2 na milijon cepljenih, pa v Sloveniji še nismo imeli. Sicer so pa najpogostejši neželeni učinki po cepljenju proti HPV, neke lokalne reakcije na mestu cepljenja. Ampak to je recimo po vseh cepljenih? Ja, to je tako kot tudi po drugih cepljenih, so možne pač neke lokalne reakcije v smislu bolečine, rdečine, otekline na mestu cepljenja in pa neke take blage do zmerne sistemske reakcije, kot je lahko povišana temperatura, kakšna utrujenost, glavobol, slabost, omotica, tako da v bistvu je to cepljenje izjemno varno. Se v prihodnje obetajo kakšne novosti na področju cepljenja proti HPV? Zdaj, tako bom rekla, nekaj držav v svetu je recimo v zadnjih letih prešlo na enoodmerno shemo cepljenja proti HPV, ker so pač določene študije pokazale, da je tudi pač en odmerek že zelo učinkovit in zaščiten. Ampak to so zaenkrat posamezne države, to je Avstralija, naprimer Kanada, Velika Britanija, Irska, Estonija. Bom rekla, večina držav, tako po svetu kot tudi v Evropi, pa nekako zaenkrat še ostaja na tej klasični shemi, se pravi 2 odmerka do 15. leta in pa potem po 15. letu 3 odmerki. Tako da zaenkrat tudi pri nas še velja takšna shema, ampak mogoče pač enkrat v prihodnosti se pa mogoče zna tudi shema cepljenja proti HPV spremeniti. Ampak dokler se v bistvu to ne spremeni, priporočamo še vedno pri 12 letih 2 odmerka. Ja, tako. Do 15. leta se pravi 2 odmerka, po 15. letu pa 3 odmerke za zaščito. Vi ste strokovnjakinja za cepiva, za cepljenja. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ste vse bolj prepoznan obraz na tem področju, seveda poleg Marte Grgič Pitek, ki je tudi nacionalna koordinatorica cepljenja. Zakaj ste se odločili za to specializacijo? Ko ste končali študij medicine, ste imeli široko paleto možnosti, kam bi se lahko usmerili? Ja, zdaj, tako bom rekla, mene pravzaprav je preventiva, se mi je zdela vedno zelo pomembna. No. Vedno se mi je zdelo boljše nekaj preprečiti, kakor pa potem zdraviti. In zdaj cepljenje je pravzaprav točno to, cepljenje je pravzaprav najbolj učinkovit način, da lahko preprečimo nekatere nalezljive bolezni. Zdaj je pa seveda tudi to del enega zdravega življenjskega sloga, Tako kot smo telesno aktivni, se zdravo prehranjujemo,
pač zraven pa še tudi cepljenje, a ne, zavarovanje zdravja. Bom pa rekla, mi je pa to področje izjemno zanimivo, izjemno pestro je, ves čas se razvija, ves čas se cepiva izboljšujejo, prihajajo nova cepiva, tudi nove nalezljive bolezni, tako da ves čas se nekaj dogaja in mi sploh ni dolg čas in je ves čas zelo zanimivo. No. Ste tudi mama 2 otrok. A je v vašem primeru Kovačeva kobila bosa ali so vaši otroci cepljeni po programu? Ja, moji otroci so vsekakor cepljeni po programu. Tudi jaz sem cepljena po programu, tudi jaz se redno cepam za gripo, tudi proti klopnemu meningoencefalitisu sem cepljena, proti covidu sem se cepila, a ne. Tako da tudi kadar gremo na kakšna potovanja, se cepimo proti tistim boleznim, ki so pač priporočljiva, ne, za tisto pot. Tako da tudi moja 2 otroka sta oba cepljena proti HPV, sina sem cepila pravzaprav še takrat, ko je bilo cepljenje za fante še samoplačniško, no. Tako da se mi je zdelo, da pač je res zelo pomembno, no, da jih zaščitim, da potem ne boste kasneje v življenju zbolela za raki, ki jih lahko povzročijo okužbe s HPV. Sploh glede na vaše znanje, ki ga imate na tem področju, ne? Ja. Mnogi tega znanja nimajo in se zato pač tudi ne odločijo oziroma nimajo, ne ponotranijo tega problema. In se ne zavedajo, da dejansko lahko njihov otrok zboli zaradi tega. Ne? Ja. Zato je pa jaz mislim, da zelo pomembno, a ne, da ljudje nekako poslušajo mnenje strokovnjakov. Zato, ker jaz vidim, a ne, da po spletu kroži ogromno nekih dezinformacij na temo cepljenja, tudi takole med ljudmi na socialnih omrežjih, na YouTubeu in tako naprej. In zato je res pomembno, da ljudje v bistvu poslušajo svojega pediatra, a ne, mnenje pri otroku, a ne, otrokovega pediatra oziroma šolskega zdravnika, za sebe mnenje svojega družinskega oziroma lečečega zdravnika in pa da iščejo informacije na zaupanja vrednih spletnih straneh. Se pravi najboljše na spletnih straneh uradnih zdravstvenih inštitucij. Kot je Nacionalni inštitut Kot je na primer Nacionalni inštitut za javno zdravje ali pa tudi tu je recimo Svetovna zdravstvena organizacija, ameriški recimo CDC ima zelo dobro spletno stran, evropski recimo imamo tudi Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni ECDC in tako naprej. Nadja Šinkovec Zorko, hvala za ta pogovor. Hvala tudi vsem vam, ki ste naju poslušali. Upam, da sva komu olajšali odločitev pri tem, ali zaščiti svojega otroka ali pa sebe proti HPV. Srečno in veliko zdravja. Do naslednjič. Ja, hvala enako.